Pri kapelici v Kamniški Bistrici je popoldne potekala tradicionalna sveta maša za vse vojne in povojne žrtve v Kamniški dekaniji, ki jo je ob somaševanju župnikov iz Kamniške dekanije vodil profesor na Teološki fakulteti dr. Janez Juhant. Vse tukaj pobite, vse, ki ležijo v naši domovini in vse, ki še nimajo svojega groba, sprejmi jih v luč večne sreče. Zaradi zaslug Device Marije, svetega Jožefa in vseh svetnikov, očisti vseh slabosti in nepopolnosti duše rajnih, ki so še na poti v zveličanje. Pomagaj nam, da bi znali premagati sovraštvo in da bi se v našem narodu mogli spraviti in živeti v miru in ljubezni drug z drugim. Po maši pa je zbranje spregovorila profesor Tina Romšak. Novembrski dnevi že z melanholijo umirajoče narave vabijo k spominjanju na ljudi, ki smo jih imeli radi, a so odšli, na čase, ki so nas zaznamovali za vse življenje, na žalosti in radosti naše mladosti. Na sliki pred mano so otroci v kolesju časa, nekdaj in danes. Najobčutljivejša človeška populacija, najbolj trpeča bitja v neusmiljenih vojnah, vse do balkanske morije v 90. letih prejšnjega stoletja. V odkritih in še neznanih zasutjih so tudi kosti mnogih otrok, rojenih ali ubitih v materinih telesih. Prav njim namenjamo premalo spomina. Njihova življenjska usoda je pretresljiva. Trdo, brezčutno so jim tujci požigali domove in jih izseljevali v koncentracijska taborišča. Spominjam se sošolcev, prvošolcev iz Gradišča in Kostanja v Tuhinjski dolini. Brez trohicev sočutja so jih begunce iz južnih krajev, povojni zmagovalci skupaj, starši zagrebali od Sidola do bakovniških njiv. Prav tako brez srca so jih iz materinih naročij iztrgali v teharjih in drugih taboriščih, ter jih na raznih petričkih vzgajali v življenjske poražence ali sodobne janičarje. Le malo kateri izmed njih je našel v življenju srečno, uspešno pot. In otroci današnjega časa, hujša kot finančna recesija, je moralni, etični propad današnje družbe. Vse, kar so bile nekoč vrednote, poštenost, sočutje, iskrenost, čast, je dobilo negativni predznak. Polna so nas usta besed o otrokovih pravicah. Hkrati pa se v imenu Boga mamo natrudimo na vse pretege, da bi jim ukradli otroštvo, jim ubili sanje, hrepenenje, ter jih prebujali v jutra brez iluzij, v dneve porabništva in noči uživaštva. Otrokom so vzeli zaupljivost v varstvo svetega angela. Kdo torej sme žalovati? Kdo sme razsojati, kaj je žalost, bolečina? Nihče. Saj ne žalujemo le zaradi nasilnih smrti, poteptanih usod, žalujemo tudi zaradi zatajenih, uničenih idealov, zaradi moralne razsutosti, sprevrženosti, pohojenih obljub. Beseda ni več, kot je bila, ki je bila pri Bogu. Postala je predmet sprenevedanja, manipulacije in laži. Po maši pa se je več udeležencev zbralo pri molitvi in prižiganju sveč pri največjem množičnem grobišču v naši občini na Kopiščih. Mnogi izmed njih so bili leta 1945 še otroci in takole so se spominjali tedanjih dogodkov. Matere, otroci, starci, mladih fantov ni bilo, ki se bilo drugje. Sam
Jaz se v glavnem ne bi spomnil, če ne bi oče to rekel, da se bojo pobili, in sem začel čisto drugače gledati in sem videl to dojenčke, otroke, toliko starek sem jaz, tam sem enega videl in zanimiv, da niti en ni zajokal, niti en ni nič rekel, vse je bilo čistih predano v usodo. In ta sprevod je bil res sprevod smrti. Kakor neko pravijo, te ljudje so se zavedali, kot so se nas starši zavedali, da grejo v smrt. Se verjetno to ni bil prvi sprevod, ki je šel, ne? To je bilo verjetno, prej so bili že itak drugi sprevodi. Tist, kar sem jaz videl, tiste nemške vojake, to je bilo verjetno malo prej, kot pa tist, kar je bilo pol. Ampak starejši se pa spomnijo, da so to dejansko cele kolone kamionov so vozili gor, ne, ujetnikov. Tako da pravijo, da jih je tukaj od 3 do 8 tisoč mrtvih v Kamniški Bistrici. Midva z Milanom sva bila lansko leto tukaj. To sem te hotel reči, kaj je možina ugotovil, takrat so tlele neki sondirali? No, jaz sem bil zraven. Se vem, ja. Jaz sem bil zraven, sem nikdala hotel povedati. Francel točen dobro ve, kje so vse grobišča. Jaz sem v glavnem tudi kar vedel, ampak za nedba pa jaz nisem vedel. In sva šla letos iz Francije še pogledati, kje so tiste, in sva najdla še tiste 2, ki jih jaz zdaj nisem vedel. Sondirali tudi, ker smo tistih 2 nismo najdeli. Tukaj je, tale smo vedeli, da je, in ki je prišel takrat sondirati iz Bagram, in ki je bila ta uradna ekipa tukaj, je tam na koncu te gomile je začel kopati. In ki je prišel toliko globok, je že prišel do kosti. Je rekel, dobro, nam zdaj ni nič drugega, kot da vidimo, a je, a ni. Čim so kosti bili, so rekli, tukaj je, in so nazaj zasuli. So šmlkeleke, na uno stran, smo tudi povedali, da so tam na uno stran ceste tudi grobišča, je šuke, in je tudi tam, ki je bilo neko malo tudi videti, zagrabo je naparkrat prišel do kosti. Vedeli smo, da smo tam dol, smo šli kaj v tisto Logmajno dol. Tam, kaj že smo rekli, rasajo. Tam, kaj smo rekli, tam po naših predvidevanjih je tam največje grobišče. Verjetno še več kot tukaj je, pa tukaj veliko. No in tudi kaj je šel, in tudi tam, čim je nekje zagrabo, so bile kosti. To se pravi, sondirali je. Midva z Milanom sva bila takrat pa temu sondiranju zraven, tako da sva videla tudi na lastne oči, da so kosti, to se pravi, sva priče. No, potem smo pa tudi malo nižje dol, to se pravi 500 metrov približno tukaj, da smo v Vinku, smo vedeli, da je tudi, ampak nismo prišli do tistega, kot se stalno lučke prižigajo, ker je tam malo večja gomila in ker ni mogel bager priti, da bi prišel, tako se pravi je zaznamven, da bi bilo. Še enega grobišča pa nismo najdeli. Tako da tisma iz Franca nam gledala in predvidevava, da bi verjetno tam bil, ker je nekje videti, kot da bi premetali en kup zemlje na drugo stran. Potem pa še en tak malo večji grobišče, ki je tudi bil evidentiran, pa ga tudi nismo najdeli, ki se je sondiral, je pa pri Žičanci. Je pa tam, ki se gre na Kraljev hrib, smo vedeli, da je tam, ampak smo iskali z Milanom, pa gdje bi pokazali, nismo. Tako da je tam bilo rečeno, pač ni še najdeno. Smo šla pa letos pa iz Francije, ki je točen vedel, in seveda se pa prideš majhen bolj tam noter, vse zarašen, se pa vidi pa tudi taka fajn gomila, recimo, da se vidi to tudi, ne. Tako da je tam, ki je A-drog, ki se gre na Kraljev hrib, 10 metrov tistega droga noter v Gmajno je pa tudi tisto grobišče, tako da zdaj je recimo tudi mi točen vemo, kje je. Mnogo žrtev povojnih pobojev na Kamniškem torej še čaka na svoj civilizacijski pokop.